Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Dajmo pogledati, kaj je danes Marko pripravil za Fras in Medvard show. Okay, danes... Pa nehaj s stalnimi gosti. Ok, stalni gosti bodo. Bo pa tudi občasni gost danes, in sicer Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Smisla lunaček pride. Ja, bo tudi počasi občasni gost. Malo se bomo spomnili na jutro, na dileme študentke Eme, če je kdo danes zjutraj zamudil. Tudi eno štartnino še imamo za maraton 3 src, je to soboto. Pa ne samo eno, ampak dve, ampak ena bo potem pri Andreju Merniku. Ok, soboto se že laufa. Tako. Po deži. Ja, ne vem, kaj bo. Ja, naj bi bil dež, ne, soboto. Bomo videli. To je fajn, ne, po eni strani. Laufaš pa te pofriša, lepo. Ja, da ti ne napeče gor po vratu, ne? Tako. Kaj? Kaj po obrazu pa ne. Ja, visno, tako laufaš. Ja, ponovadi ti v hrbet pa v... Ja, kaj ponavadi, kaj beg od sonca vedno laufaš? Ponavadi okay. Hrbet, ko laufaš. Ja, Marko ve, ker dosti teče. Ko si neki, ne, ponavadi se nekako tako obrneš, da si obraz zakriješ in ti potem kuri hrbet in vrat, to sem hotel povedati. Ja, če bi stal neki. Ne? Ja. Ok, lahko gremo naprej? Ja, lepo prosim. Dober dan. Ja, ta pamet, nazaj. Anja ima duhe. Anja. Obiskal te je japonski duh, očitno. Anja. Nehaj. Anja, povej, kaj te muči te dni? Prižiga se mi ena luč v spalnici, ki je sicer na senzor. Duh? Ja, upam, da ne. Ja, duh pač je. Verjamem, da ne, da je mogoče, ne vem, mislila sem, da je prazna, ampak sem zjutraj preverila in ni prazna. Ampak včeraj zvečer se vležem v posteljo in berem knjigo in naenkrat se na desni strani postelje prižge ta lučka. Duh. In tak z levim očesom pogledam, sem ok, dobro, nič ni, in probam ignorirati in se vgasne. In potem nadaljujem z branjem knjige in se zgodi ponovno. In se vstanem in pogledam, če je slučajno, ne vem, karkoli odeja ali karkoli, kaj bi to motilo, in ne, nič ni bilo. In smisla, ok, zdaj bo dovolj. Začnem spet brati in se je zgodilo še enkrat. In potem nisi spala celo noč. Zelo slabo in potem sem slišala že tam vse, grozno. Ok, ali te je kaj zeblo? Ne, vroče mi je bilo. Peklenski duh. Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav. Zdravo, servus. Čuj, Fras? Ja. Slavc pa Marjan se srečata, ne? Kaj to je konec? Lahko bi bil. Čuj, Slavc, kaj še eno veljamo, ko? Kaj domača? Ne, te pa daj eno. Ja, dajte, ne. Niti všeč? Ne, dobro se držiš. Teh navodil za slabe vice. Svaka čast, Tine, in hvala lepa. Prosim. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnjo in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Lepo zdrav, profesor Križanič. Dober dan, profesor. Kaj imamo? No, po včerajšnjem izletu v 2015, ne? Ja. Danes spet tja, ko se malo boljše počutimo, vsi, saj jaz. Kdo?
Ja, ti, ja. Ja. Jasno. Zase govori vedno. Najstnik sem bil leta 82 in zbiral, no, njega nisem zbiral v Bravotu, bolj sem Anto Fox pa ostale. Ampak je bil ful popularen FR9, če se še ga kdo spomni. Ja. Človek je še živ, to je prvo. In Worc je verjetno pač one hit wonder, rečemo, ne? Pač edini, ki ga je ponesel v višave. In to je neka vrsta hitra balada. In tega leta, torej 82, je obnorila Evropo in postala tudi eden največjih hitov 80-ih let. Gre za naslovno skladbo debitanskega albuma francoskega glasbenika, sem vedno mislil, da je Italijan, ne vem zakaj, ampak francoski, tunizijskih korenin, s pravim imenom Eli Robert Fitoussi. Njegov zaščitni znak so bila bela očala in Fender Stratocaster kitara. Prav povedal? Dobro. Danes 79-letni FR9 je svojo kariero začel v rock skupinah, vmes pa bil tudi kitarist pri zasedbi Vangelis, kasneje pa tudi vokalist. Ja. In po nekaj neuspelih poskusih z francoskimi zasedbami se je potem odločil, ok, grem jaz solo, in leta 82 torej prišel spek z Words. Prodali so več kot 8 milijonov singlov in zasedel je številka 1 v več kot 10 oziroma v točno 10 državah. Plus tega imel v Angliji pa mislim, da drugi. Nekdo ga je prehitel. Čeprav je posnel, pazi, 9 studijskih albumov, izdal vmes best of in ne vem koliko singlov, bi verjetno težko našli nekoga, ki pozna karkoli drugega kot pa Words. Res. No in to pesem so prevedli v številne druge jezike, tako je poznamo v italijanščini recimo pod Poj ali pa v češčini pod Sen moj alizin, recimo. Izstopa pa nemška od Mary Rose z naslovom Zeit, dajmo en kos si privoščiti. Zeit je naslov, ja. No daj. Mernik, zdaj, če se vozi sem, ne skurit boksov, prosim, v avto, ne. No, ampak to so vse priredbe, ne, ampak samo en je ta original, ne. Svetovno. Ne, zdaj da veste, kdo je original, FR9. Okay. In dajmo po 100 letih ga slišati danes in ja, ga že držuje, ne, okay. Je vseeno. Tudi če držuje, ne, dajmo na glas. Na terenu nekje pa Matej Regent, ne? Matej, zdravo, se slišimo. Lepo zdrav, oglašam se iz Mariborskega Rdečega križa, kjer obeležujejo teden Rdečega križa. Z mano je sekretar Mariborskega Rdečega križa, gospod Metod Dolinšek. Kateri so tisti izzivi, s katerimi se Rdeči križ danes srečuje? Ja, veste, Rdeči križ je dolgoletna tradicionalna organizacija in kot vsaka taka organizacija ima kar nekaj izzivov, s katerimi se je treba soočiti. Naši izzivi se ponavadi usmerni k drugim, k družbi, k stiskam ljudi. Soočamo se z spremembami v klimatskih razmerah, soočamo se z vse večjim potrebami po zagotavljanju storitev starejšemu prebivalstvu, soočamo se vse več stiskami mladih otrok. Vse te 3 skupine so naše ciljne skupine, za njih razvijamo programe. In naši največji izzivi sedaj v bližnji prihodnosti bodo, kako usposobiti naš center v Punatu, naše letovišče v Punatu, da bo lahko kvalitetno izvajalo programe za vse te 3 skupine. Hkrati pa nagovarjamo seveda trenutne izzive, ki jih vsi vidimo. Nestabilnost v svetu nas močno potrjuje v naši usmeritvi, da bomo čim več svoje energije usmerili v razvoj sposobnosti za nudenje prve pomoči prebivalstvom v primeru izrednih razmer, za nudenje psihosocialne pomoči, za druge tovrstne aktivnosti, če bo prišlo slučajno do najhujših stisk, s katerimi se ljudje lahko srečajo, te pa ponavadi nastanejo bodisi ob naravnih katastrofah ali pa ob oboroženih spopadih. Tega si sicer ne želimo, vendar kot Rdeči križ delamo vse, da bomo pripravljeni in lahko ljudem tudi pomagali. Toliko za enkrat, več pa v današnjih novicah. Lepo zdrav v studio. Lepo zdrav, hvala lepa Matej in vrni se čim prej. In ne bodi. To soboto spet čas za dokazovanje, predvsem sebi. Predstavljajte si, vse me že boli, ampak ne, bom zdržal, kak sem žejn,
Kakšen pol žr, ko bo fertik. Malo dežuje, ker je napovedano. Kak je fajn, levovega, kak je hiter. Ne boš ti mene prehiteval, pa daš bolj na gas. Če gre. Ali me bo jutri vse bolelo? Zagotovo. Magnezij, kje si? Krč. Ja, in to so te debate, si predstavljamo, mi trije, ki nismo tekači, da jih tekači imajo v glavi. Tako. Ja, ne vem, ne. V soboto je namreč na sporedu že 44. maraton Treh src v Radencih, prične se vse skupaj ob 9. zjutraj. Tako, to pomeni verjetno tudi, da bo kakšna cesta ali dve zaprto, malo drugačen promet, tako da ne bo to stavke, pa se dr tam. Vmes pa bo 5000 ljudi mimo laufalo. No, jaz verjamem, da so organizirali vse tako treba in vsi vse vejo. Tako vedno, Ja, ok, torej na voljo seveda maraton, polmaraton, tek Radenska na Torele, oazin tek, nordijska hoja, tudi netekmovalne discipline bodo veveričkin in srčko tek, pohod Treh src, tek skuški in seveda še za animacijo in zabavo bo poskrbljeno. Zvečer se nam obeta koncert Nike Zorjan. Tako da si še lahko pol malo zapojete, ne? Kliše pa te komade. Ja. Za vas pa danes ena štartnina v Fras in Medvard šovu, ena pa kasneje tudi po 16. uri pri Andreju Merniku. Če bi šli, če si upate, če boste letos rekli dovolj, letos se bom premagal, oziroma premagala. Vabljeni, pošljite SMS ključno besedo Radenci na 051 220 220 in ste že v žrebu za eno štartnino, ne? Tako. Ali kaj druga? Ne, za štartnino. Za kakšne šuhe? To, če imaš ti kaj zmenjeno, ne vem, jaz vem, da je za štartnino. Ne bom vprašal. Ok, 051 220 220, Radenci in seveda zraven je zelo dobrodošlo, če pripišete vsaj svoje ime. Lep pozdrav vsem skupaj. Dober dan, dober dan, dober dan, dober dan, dober dan. Ok. Čakaj, kaj se je dogajalo? Malo še, daj no. Daj, da imam za doma. Če se smejim, zdaj ne morem. Ok, čas je torej za najmlajšo kmečko ženico v naši državi, Anjo Škrlec. Anjo, da spet poda morda kak koristen nasvet, ne, življenjski ali pa iz kuhne ali pa bilo kaj, ne vem. Ja. Kaj imamo danes, Anja? No, ne vem za vaju in za vse vas tam zunaj, ampak mene res razkuri, ko se mi zatakne kakšna zadrga. To me spravi ob živce in zato sem našla rešitev. In sicer po tej zadrgi podrgneš z svinčnikom, po teh zobcih moraš podrgniti svinčnikom in svinčnik deluje kot suho mazivo. In jaz sem to dejansko sprobala in zadrga se ne deluje. Mislim, se ne deluje? Se potem ne zatika več. Resno? Ja. Ampak mora biti ta navaden svinčnik ali pa ta, prav, on je. Tako, ko ga uporabljajo mizari, tudi gre. Ja. Ne sme biti kemični, ker pač zlomi minica. Probajte. Pa še druge, ki to deluje. Poskusi pa povej. Ali pa vedeš 40. Ja, tisto je drugo, ker prah na sebe vleče. Fras in Medvard in Fras in Medvard šov.